tudi zunaj, luči že, ki jih pogledaš, so dobre, pa malo pošlataš, pa veš, da lahko zahaklaš vsako posebej. Vse skupaj je tako robato. Moško! Dober dan. Kako greš mimo dela na cesti, če je skozi kontrasmer promet? Jaz ne znam tega. Prednost mi je dal. Bravo. In to rešilc. You're a good guy. Vidiš, tako. Pa še to, danes ne bo šlo drugače, kada dneva ne začnem s hvalo svoje tašče. Zdaj je ziher kdo rekel človek, pa ti si zmešan. Ne, nisem. A veš, kad tašča je včeraj lastnoročno dobesedno poskrbela, da je komutar minuta danes, oziroma včeraj, bila sploh lahko objavljena. A veš, kaj se je zgodilo? Jaz v temu Peugeotu 2008 neki brklam sem pa tja in ta telefon, s katerim snemam zdaj, Samsung, držim tukaj na stegnu. In pa sploh ne vem, kako se je to lahko zgodilo, ampak mi je padel v režo, po kateri se premika prestavna ročica. In ta reža je, kada je narejena za to, da vanjo pade telefon, ali pa še kaj večjega. Glejte, koliko je velika. A vidiš to? Široka not paše. Kako pol telefon ne bo? To probaš nekaj narazen potegniti, lej nič, ni variante, tako da na koncu smo morali celo zadevo raztegniti, sploh nam povejo kako, ampak važno, da ni nobenih poškodb. In pol je da lahko tašča svojo roko notro tako do sem in ga je počas s prstki tako gor ob steni pripeljala, pa zagrabila in pol na koncu končno tudi ven dala. Jaz sem bil tako vesel, kaj en majhen otrok, tako da Marija, še enkrat najlepša hvala. A ja, mim grdeja, že caj, da vam jaz spet malo Mustanga pokažem. No, kvaj zdaj? A ste redi za sladko-kisle? A se vsi strinjamo, da je ta prva ta sladka motor? Lega. V bistvu, če rečem, da ima 421 konjev, pa 530 Nm navora, sploh ne pomeni toliko, kot če bi rekel, da je to 5-litrska mašina in da jo Ford zna tudi lepo pokazati. Mislim, dobro se sliši, če te kdo vpraša, kva imaš pa za eno mašino, pa ti rečeš 5-0. Da v zvoku sploh ne govorim, lej, tudi preštant gasu dela bo. Kaj da bi te skozi nagovarjal, dej. Ta druga, ta sladka, pa daj pogleda, no. Pa daj ne mi reči, da to ni eden najbolj cool avtomobilskih videzov, ne glede na cenovni rang. No, veš, kako je agresiven, kako je tak, ne vem, no, tak, Mustang. Placa pa glih ni veliko noter, ne, to moram priznati. Spredi še gre, ampak zadnji pa bože si otrok, če ne pa bože te ni. Ta tretja, ta sladka je pa spet una moja najljubša. Detajli, kva pa drugega. Zato, ker na tem področju, ne, tukaj so pa Američani dobri, ne. Pohvaliti sami sebe, svojo zgodovino, pa vso to erotiko, ki jo Mustang ima za sabo. In pa človek sploh ne ve, kje bi začel. Po moje najboljš, kva čem reči. Evo, tukaj je ena ploščica, piše gor Mustang since 1964. A ni dobra, no? Nadaljujem pa lahko kar s telimi letalskimi stikali. Sej veste, ne, Mustang je konj, ne, ampak Mustang je bil tudi fighter plane iz druge svetovne vojne, na katerega so Američani valjda tudi ful ponosni. Tale tukaj je recimo namenjen upravljanju voznih programov, tale je za volansko trdoto, s telim se ni za zajebavati, ta je pa za vse 4 žmigovce. No in ko smo že pri voznih programih, Mustang ponuja normalnega, Sport Plus, Racetrack, ta je kar hud, pa Snow and Wet. Ta Snow and Wet pa malo poregulira ves ta navor, ko hoče iti na zadnja kolesa, pa vse razturi, da zato, da ko ti voziš v snegu ali pa na mokrem, da je vse skupaj malo bolj znosno. Če ne, je vse, veš, taka norišenca. No, še kakšen detalj, pa gremo pa naprej. In ta prvi je zame osebno en najbolj kulskih napisov v avtomobilih sploh. Mislim, kako boš ostal ravnodušen, če ti na števcih piše Ground Speed. Vidiš, to je še ena letalska fora, a ni cool, no? Tudi zunaj, luči že, ki jih pogledaš, so dobre, pa malo pošlataš, pa veš, da lahko zahaklaš vsako posebej. Vse skupaj je tako robato. Moško! Pa da nam preveč pameten, koliko je ta avto sam za moške, ne? Zadnjič recimo sem spoznal eno Slovenko, mlado, lušno punco, ki vozi Mustanga. In to 5-0. Ta četrta, ta sladka, so pa vozne lastnosti. Ja. Prav ste slišali. Jaz ne vem, zakaj ven hodim v polovri, če je to mrzlo, budalo je. A veš, je tako, da vsi pravijo, ta Mustang ful dobro zgleda, pa hud motor ima, ampak ziher se napelje dobro, a ne, ves tak mehek. Ne, folk, ni ves tak mehek. Valjda čutiš vso to velikost, pa konc koncev težo, avto tehta krepko čez tono 700. Ampak, ko ga ti vržeš v vink in če mu zaupaš, je pa res, da je do te točke težko priti. No, takrat se lahko zgodijo čudovite stvari, ker ta avto morate najprej razumeti, da je v Evropi že serijsko naprodaj s športnim podvozjem in to je nekaj, kar morajo Američani doplačati. In jaz verjamem, da tisto osnovno ameriški Mustang je res malo mehek. Pa tudi za tega ne moram reči, da je recimo tok čvrst kot, kva pa jaz vem, BMW M4. Ampak stari, kad tega Mustanga zajahaš, pa greš to v vink skupaj. Pol pa, ko se z avtom enkrat poštekaš, ne,
Pa to je veselje, kolikor ga hočeš, resno. Sam pač ne moreš pričakovati iste stvari od Mustanga, ki lahko pričakuješ od kvapa, vem, BMW M4 ali pa kaj pa jaz vem, kakšne podobne evropske stvari. Ker meni je recimo všeč, da se moram z avtom malo fajtati, veš, tudi sklopka je malo trša, pa tole, da prestavljaš, moraš imeti tudi kar odločno roko. In pol, ki si enkrat z avtom na ti, ni več problem, da ti hoče zadek ves čas malo nagajati. Pa se tega veseliš in to tudi pričakuješ in v tem koncu, ko se enkrat naučiš dobro peljati, tudi uživaš. Ta peta in ta zadnja, ta sladka je pa cena. A veš, Mustang v Sloveniji, če naročiš unga z 2-litrskim 4-valjnikom, ki v bistvu tudi ni švoh, ni pa to karizmatičen kot 8-valjnik, stane dobrih 43 jurjev. In to je zelo ugoden vstop v svet ameriških mišic, pa čeprav nima tacga motorja, ki bi si marsikdo želel. Če pa hočeš imeti V8 mašino, je pa moraš dati pa koliko? Dobrih 61 jurjev? In če vprašaš mene, je to orang dober deal. 61 jurjev za tako zver, stari moj. Pa se ne vem, mimogrede, a je v Evropi kakšen 8-valjnik, ki je cenejši? To je bilo to, kar se tiče ta sladkih. Ta kisle bova povedala pa kar skupaj z Robijem, enim od mojih sovoznikov včeraj, ko smo se skupaj zabavali, z Mustangom pa z BMW M4. Stari, a imaš ti kakšno kislo za ta avto? Ja, glede na to, da je športen avto in to Mustang, ko pogledam na števc, je zelo malo. Ja, a veste, tako je. Nekako smo se že navadili, da imajo športni avti na števcu, sploh če so tako zmogljivi, kot je Mustang, ja pa ne 260, kot tukaj piše, no. A nima zdaj že vsaka Škoda Fabia 260 na števcu? Bi pasala kakšna 300, ka? Z lahkoto. Ta druga ta kisla za ta avto je pa tako, da logično je, da avtomobilske znamke, v tem primeru tudi Ford, svoje komponente skupaj povezuje tudi z žicami, jasno. Je pa malo naroden, če te žice tako brezsramno pokaže. Jaz mislim, da bi tole, kar bom zdaj pokazal, lahko malo bolj elegantno speljal. Robi, za grand finale, imaš ti še kakšno ta kisla? Ja, eno sem pa res najdel, ko se prepasaš, prevežeš za svojo varnost, si ne moreš spreminjati več naslonjala. To se pravi naklona sedeža, ne? Tako je, zaradi tega, ker ga pas prekrije. To se pravi, da boste razumeli, ko se ti enkrat prepasaš, ta pas, ki tukaj pele na tvoj lev voznikov oziroma desen sovoznikov bok, gre naravnost čez to ročico, s katero si naslanjaš, s katero si naštimaš naslonjalo, in to pomeni, da je vse skupaj lahko malo naroden, ker ti bi rad zagrabil vzvod, zagrabaš pa najprej pas, tam nekje spodaj, je pa potem še vzvod. Malo naroden, a? Zelo. To je to, a sem vse povedal, po moje, ne vem, upam.